Dobro jutro in lepo pozdravljeni nazaj. Ja, če ste ujeli nagradno vprašanje, je še vedno aktualno, kljub temu, da ste ta posnetek enkrat lahko že videli. Tako da le pozanimajte se ali pa spomnite, katera je tista rumena hiša, ki je danes hotel, včasih pa je bila bolj znana kot srečališče mladih ljudi. No, če ne veste sami, pa vprašajte mamo ali babico, kajti nekdo se bo gotovo spomnil. Bila je tako znana, tako znana stvar, tako znani kraj, da so nekateri še danes navajeni, da rečejo, no, se dobimo kar tam. Zakaj več nam boste morali odgovoriti na družbenih omrežjih, sicer pa tam lahko izveste več tudi o tem, o čemer se bova danes pogovarjali z Manco Vinaco. Danes namreč nas čaka Noč raziskovalcev in kaj več o tem bomo izvedeli prav zdajle. Manca, lepo pozdravljeni, hvala, da ste danes z nami tukaj. Noč raziskovalcev bo danes, pa vendar ne bo tako nočna, kaj ne? Začeli boste že zdajle dopoldne. Ja, lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Ja, smo že začeli v bistvu, številni dogodki so se začeli odvijati. Seveda letos v nekoliko drugačni obliki, saj smo vse postavili na splet. Kako pa je potem to prej potekalo, če nam malce opišete, na primer lani? Kakšna bo razlika med lani in letos, razen da bojo spletni dogodki, spletna predavanja? Kaj vse bomo pravzaprav lahko videli? Ja, v preteklem letu so vse dejavnosti, aktivnosti potekale v živo. Bili smo na različnih lokacijah, tako na recimo Novem trgu tukaj v Ljubljani, kot po posameznih oddelkih. Letos smo pa to spletno preobleko pripravili in potekajo vsi dogodki tekom celotnega dneva ob različnih urah in so na nek način dostopni širši množici ljudi. Zdaj, Noč raziskovalcev, o kakšnih raziskovalcih tukaj govoriva? Tu gre za različne raziskovalce z različnih področij. Osnovno sporočilo humanistika, to si ti. Projekt vodi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in na tem projektu sodelujemo različni raziskovalci. Arheologi, umetnostni zgodovinarji, jezikoslovci, naravoslovci in tako naprej. Namen je približati znanost širši javnosti. In letos ste se osredotočili na hrano. Ali je to samo en del? To je v bistvu en del. Mi smo imeli pripravljeno nekako iz dveh delov, namreč pripraviti posode, v katerih potem lahko skuhamo nek obrok s poudarkom na prazgodovinski keramiki, na prazgodovinskih jedeh. Natančneje bronasta in železna doba. Torej ste jih tudi izdelovali, zato da bi lahko v njih naredili? Ja, z našimi študenti smo na našem oddelku v bistvu zastavili park eksperimentalne arheologije, ki ga bomo uporabljali tudi vnaprej. In imeli smo več delavnic v bistvu. Najprej smo postavili peč sami, potem smo izdelali posode, žgali te posode in šele na koncu smo lahko v njih na ognjiščih, ki smo jih tudi sami pripravili, lahko pripravljali različne jedi. Park eksperimentalne arheologije se sliši izjemno zanimivo. Kje pa je to postavljeno in ali imate še kako drugo možnost izdelave česa drugega? Kaj se tam pravzaprav dela? Tako je. Mi smo v bistvu dislocirana enota znotraj Filozofske fakultete in smo na Viču, nasproti Viške gimnazije, na Zavetiški. In tam imamo kar veliko travnato območje. In sedaj zadnja leta izvajamo različne poskuse. Poleg lončarstva in te kuharske delavnice smo tudi reducirali oziroma talili železovo rudo, ker gre za precej veliko območje, nam v bistvu omogoča različne aktivnosti. Pa se tukaj osredotočate torej na primer na izdelke, kot so jih počeli na naših tleh? Tako je. Mi vse informacije jemljemo iz arheoloških najdišč, iz naših izkopavanj in potem v bistvu skušamo poustvariti z namenom, da bolje tudi razumemo takratne aktivnosti, takratna znanja, kaj vse je bilo potrebno, da so lahko izdelali, recimo, kakšen proces se skriva za enim keramičnim loncem.
Ne? To je dolgotrajen proces od priprave, nabiranja, izdelave. Ali nabirate tudi sami? Ja, tudi sami nabiramo glino po različnih koncih v Sloveniji, pač z namenom raziskovanja seveda, ne izkoriščenja gline, ne, sicer to se pač ni dovoljeno, ne. In potem v bistvu sami preizkušamo te gline na ta način, da dajemo v glino različne primesi, saj mi to v bistvu najdemo tudi na ta način preučujemo arheološko keramiko in vemo, da so, ko so oblikovali lonec, so točno vedeli, zakaj ga bojo uporabili. Ali bo služil za shranjevanje, za serviranje, za kuhanje. In temu so prilagodili izbiro primesi, kot so recimo kremen, apnenec, oglje, da so potem izdelali primeren lonec. So bile tudi oblike za različne uporabe drugačne? Seveda. Tudi potem mi sledimo recimo skozi različna časovna obdobja, spremembe v teh osnovnih oblikah in jih potem tudi povezujemo z recimo spremembami v načinu priprave hrane in serviranja in tako naprej, ne. In če primerjamo z današnjim dnem, na kakšen način so pravzaprav pripravljali hrano? Je šlo bolj za pečenje, bolj za kuhanje? Mi smo testirali različne tehnike kuhanja, tako pečenje, kuhanje, tako da mislim, da so poznali različne načine. Osnovna točka dogajanja je pa zagotovo bilo ognjišče, ne. Ta ognjišča večinoma najdemo znotraj prazgodovinskih hiš. Se pravi, zdaj imate eno prazgodovinsko ognjišče tudi za arheološkim oddelkom Filozofske fakultete. Bo od tam tudi kakšen prenos potekal? Da, pripravili smo več različnih vsebin. Intervjuje z različnimi raziskovalci, ki se na tak ali drugačen način znotraj svojih raziskav srečajo z vprašanjem o nekdanji prehrani. Ter kuharsko delavnico, na kateri smo na teh ognjiščih pripravljali različne jedi s Polono Janežič, ki je naša alumna. Poleg tega pa, da je pri nas diplomirala, je tudi zaključila višjo šolo BIC tukaj v Ljubljani s pač živilstvo in prehrana. Kako pa pravzaprav ugotavljate arheologi? Nekako si predstavljam, da lahko ugotovite, ponavadi najdete kakšne lonce, kakšno keramiko. Iz tega lahko sklepate, da se je to seveda takrat uporabljalo. Kako pa lahko iz tega ugotovite, kakšno hrano, kakšno prehrano so imeli, zakaj so se uporabljali? Kakšna je razlika na primer med keramiko, ki je bila za shranjevanje, in keramiko, ki je bila za pečenje? Kako lahko to vidimo? V prvi vrsti je odvisno od stanja ohranjenosti najdišča in v kakšnem okolju je. Če zdaj govorimo o nekem mokrem okolju, kot so recimo kolišča na Ljubljanskem barju, se nam tukaj ohranijo ostanki zelo dobro. Zdaj tukaj v mislih imam recimo rastlinske ostanke, brez da bi bili žgani, ne, v ognju. Večina Slovenije, arheoloških najdišč, pa je v tako imenovanem suhem okolju in so slabši pogoji za ohranitev tovrstnih ostankov, vendar, če recimo je prišlo do požara, imamo potem lahko to srečo, ne, da so se nam te zogleneli ostanki ohranili. In na ta način dobimo različna zrna, semena in tako naprej in potem rekonstruiramo. Kdaj imamo pa tudi takšno srečo, da se nam ohrani kakšen zažgan ostanek hrane na posodah, lahko tudi izven njih, ne, ali pa prav zagotovo, če so kuhali v njih recimo, ne, se nam te zadeve nekako, te maščobe vpijajo v stene posod in potem lahko s pomočjo drugih strokovnjakov, kot so kemiki, analiziramo vsebine, kaj se je v bistvu kuhalo na ta način, no. In bi rekli, da se je na primer od bronaste do železne dobe spremenil naš jedilnik v precejšnji meri, toliko, da ga lahko zaznamo, res, da je šlo za neke druge kulture mogoče? V bistvu beležimo predvsem v koncu pozne bronaste dobe porast prosa kot takega, ki se tudi danes vedno bolj začelo uporabljati v naši kuhinji. Sicer pa je zdaj ta ocena nekoliko lahko subjektivna, ker smo odvisni od stanja raziskanosti. Če pogledamo prav recimo na grobo to primerjavo, imamo bistveno več sadnih vrst, recimo
in oreščkov v železni dobi kot prej, vendar ne vemo, a je zdaj to povezano s stanjem raziskanosti ali je dejansko odraz takratnega stanja. Ne. Pa bi rekli, da je pri nas dobro raziskano. Glede na Ljubljansko barje je kar veliko področje, ampak je zgolj okoli Ljubljane. Tako je, tu je tudi recimo nekako drugo, nekoliko starejše obdobje, to govorimo o času neolitika, eneolitika, ne. Medtem ko potem kasneje bronasta in železna doba, na kar smo se mi tudi bolj specializirali, je v bistvu res za drugačna najdišča v suhih okoljih, vendar se nam, arheologi smo že po naravi zelo iznajdljivi in se potem z različnimi metodami pomagamo, da izluščimo čim več informacij. Tako da mislim, da smo kar napredujemo in da imamo že kar dovolj informacij, da lahko podamo neka osnovna stališča. Kako pa je bilo sploh s poselitvijo in življenjem na naših tleh med bronasto in železno dobo? Je bilo tukaj veliko ljudi? Od kdaj do kdaj je to pravzaprav sploh trajalo? Kaj so delali ti ljudje takrat? Ja, to je vprašanje za malo več kot par minut, ne? Ampak ne glede, se bom potrudila. Ne? Zdaj, samo če se sprehodimo že recimo v Ljubljani od Špice pa do centra, ne? Se sprehodimo skozi ogromno dolgo trajajoča obdobja, v katerih je bila Ljubljana poseljena. V tem času, če govorimo zdaj, bronasta doba se začne nekje 2300-2200 pred našim štetjem, ampak bolj intenzivno poselitev sledimo nekje od konca srednje bronaste dobe naprej, tudi na tem prostoru. Tukaj imamo različna grobišča, naselbine, predvsem recimo iz prazgodovine je recimo najbolj znana naselbina tukaj na Tribuni, grobišče na dvorišču Sazu pri Križankah in tako naprej. Tako da kamor se obrnemo v bistvu, imamo neke ostanke tudi iz prazgodovine, čeprav je večinoma Ljubljana poznana po ostankih iz rimske dobe. No, zaenkrat najlepša hvala. Prav kmalu se bomo vrnili in mogoče kaj več povedali tudi o vašem Masterchefu. Tako da le ostanite z nami, za zdaj pa si bomo najprej privoščili kratek reklamni blok. Tako, mi pa se vrnimo že k nadaljevanju pogovora z Manco Vinaca, ki nas je danes obiskala, kajti danes se odvija tudi Noč raziskovalcev. In v sklopu Noči raziskovalcev, kjer želijo znanost približati tudi vsem ostalim zainteresiranim in kar lahko letos spremljate tudi po spletu, glavnem, želeli ste se letos približati ljudem, približati znanost ljudem, tudi na tak način, da ste ustvarili pravega Masterchefa iz arheoloških obdobij. Na kakšen način je to potekalo? Šlo je za javne prijave? Tako je. Na Facebooku smo pripravili spletni dogodek in povabili različne zainteresirane ljudi in z navodili, da si izberejo jed iz določenega obdobja, jo pripravijo, posnamejo kratek video in pošljejo na naš naslov. Sestavili smo žirijo. Z žirijo sestavljam moja malenkost, Polona Janežič, ki se ukvarja z historično prehrano, in Iztok Žilnik iz Starega Piskra v Celju. Tako da do danes smo prejeli 7 prispevkov, vsi so pač zelo kvalitetni. Namen pa je bil, da se v bistvu v teh časih, ko imamo res nekaj več časa, ljudje poglobijo tudi v arheološke vsebine in se pač poskusijo v kuhanju tudi na ta način in se na ta način spoznajo s preteklo prehrano. So vam pošiljali zgolj videoposnetke ali ste dobili tudi vzorec njihovega kuhanja? Ne, dobili smo izključno videoposnetke, vendar smo dali navodila, da morajo sami poskusiti in potem, če preživijo, nam lahko posredujejo posnetek. Šlo pa za zelo različne posnetke. Kaj ste, na primer, dobivali? Jih bomo lahko tudi videli? Tako je. Danes ob 20 zvečer imamo uradno razglasitev zmagovalca. Dobili smo različne jedi, od nekakšnih predjedi, enolončnic, glavnih jedi,
in pa sladic. Tako da večinoma je šlo za prazgodovinsko in pa rimske jedi. Ste jim vi tudi posredovali recepte ali so jih morali sami najti? Ne predstavljam si, kje najti, na primer, prazgodovinski recept za sladico. Imamo kar nekaj knjigic, ki se ukvarjajo tudi s tem področjem, različne strokovne članke, knjige prav z recimo rimskimi recepti. To smo vse posredovali tako v obliki PDF-ja ali pa naslovov, ki jih lahko pač si sposodijo te knjige v knjižnicah, ki so na srečo odprte. Nam lahko zaupate kak prazgodovinski recept, na primer, ki je prišel? Mogoče najbolj zanimiva je bila recimo priprava zajca na ražnju, enolončnica, kruh pirin z drožmi narejen in pa s pivom, tako da bili so zelo inovativni, no, in pa iznajdljivi. V času prve izolacije. Mogoče še kak od teh trendov iz preteklosti, da se zdaj vrača v naš jedilnik? Ja, mislim, da je kar dosti teh sestavin. Kot sem že omenila prej, proso je ena takšna sestavina, ne. Pira, ne, izredno popularna. Kamut, ne. Tu so vse na nek način pozabljene jedi. Bob, leča, čičerika. Tega je ogromno, ne. To v bistvu, kar je del neke, recimo, zdrave prehrane, ne, je v bistvu tisto, kar so takrat zdaj vrača, ker je bolj lokalno, ker je bilo že od nekdaj tukaj? Mogoče tudi zaradi okusov, ki so drugačni, ne. Pač radi poizkušamo, menjamo in tako naprej, ne. Tako da mogoče tudi iz tega vidika, ne. Upam pa, da tudi zaradi tega, ker je pač del našega prostora, kot recimo proso, ne. Sama prej vzamem recimo proso kot pa kuskus ali pa kaj drugega, ne. Zakaj, na primer, ga vzamete? Ja, prav iz tega razloga, ne. Pač tukaj je le to dejstvo, da sem arheologinja, ne, in se tega pač, to je v meni, ne, bom avtomatično izbrala proso. Pa so vaši tekmovalci, ko so se prijavljali, so se tudi posneli potem, na primer, če je šlo za neko prazgodovinsko jed, so se potem tudi oblekli v kože ali kaj takega? Nekateri ja, ne pa vsi, no. Tako da nekateri so bili res zelo avtentični. Torej, videli bomo lahko, kaj so posneli, ali bomo lahko videli samo razglasitev? Razglasitev pa tudi posnetke prvih 3. Kaj bomo pa sicer še lahko videli? Mogoče, če nam zaupate kak naslov, mogoče kakšnega predavanja. 40 dogodkov je kar veliko, verjetno bojo potekali vzporedno. Ja, tako je. Zdaj, če se samo skoncentriram na naše, mi smo pripravili intervjuje z arheologi, arheozoologom, arheobotanikom, antropologinjo, in pa predvsem ta kuharska delavnica, kjer smo sami kuhali in pripravljali na teh ognjiščih različne jedi. Drugi dogodki so pa vezani na predstavitve različnih ved, različne delavnice, tako da težko zdaj vse opišem, ampak imamo tudi za vse, prilagojeni so tudi za v bistvu vse starostne skupine, od najmlajših do najstarejših. Bi rekli, da so v preteklosti jedli tako, kot danes, na primer, reklamirajo to paleo dieto ali pa vegetarijansko prehrano? Bi se lahko strinjali s čim od tem? Kaj so pravzaprav res jedli, torej naši predniki tukaj? Sama bi se distancirala od teh poimenovanj paleo dieta in tako naprej, ampak poznali so tako divjačino, udomačene živali. Zanimivo je, da opažamo znotraj analiz, da so v bistvu jedli bistveno manj divjih živali, kot si mi predstavljamo, ampak da je večina hrane temeljila na udomačenih živalih, ki so jih izkoriščali ne samo za meso, ampak tudi za mlečne izdelke, se pravi mleko, sir in tako naprej. In pa potem te različne rastline, a ne, oziroma stročnice, žitarice, sadje, oreški, ne, dosti podobno temu, kar imamo danes.
Kdaj pa se je začela udomačitev živali za prehrano? To govorimo že bistveno pred bronasto, to je čas neolitika in na različnih koncih nekoliko zamikam po svetu. Ne? Se pravi, so tudi naši koliščarji imeli kakšne koze na kolišču? Definitivno. Super. Ja, mogoče za konec še povejva, kje torej vas lahko najdejo, od katere ure, kako vas lahko spremljajo, je brezplačno. Tako je, naš dogodek je seveda brezplačen, najdete nas na naši spletni strani Evropska noč raziskovalcev, znotraj spletne strani tudi Filozofske fakultete in na našem spletnem dogodku, ki smo ga poimenovali Iz zemlje na mizo in nazaj, ki bo pa potekal na Facebooku. Zakaj pa noč, če je čez dan? S tem vprašanjem se srečujemo že kar nekaj časa, tako da bo tudi v prihodnje bo prišlo do spremembe. Pač na ta način se je želelo približati, vendar potem se je v bistvu toliko razširilo, da je bilo preveč vsebin, ki jih pač ne moremo strniti samo v noč. Rekli ste pa, da je to v sklopu Evropske noči raziskovalcev. Sodelujete tudi s tujino potem? Ja, to je evropski projekt, tako da pravi naslov projekta Evropska noč raziskovalcev in tukaj smo združeni z različni znotraj enega projekta, različni projektni partnerji in vsi pač danes smo v akciji. Se pravi, če bi nas mogoče zanimalo še kaj iz tujine, tudi poteka na današnji dan in imate tudi povezave verjetno pri vas. Imamo, da. No, najlepša hvala, Manca Vinaca, za obisk v našem studiu. Zdaj vas bomo spustili, da se lahko pripravite. Rekli ste, da že ob 10. začnete? Tako je, žirija zaseda ob 10, ob 11 pa uradna otvoritev tudi naše spletne strani arheolog.eu. Tako. Vabljeni torej gledalci, da pogledate tudi kaj in se naučite morati biti kaj novega, kar vas lahko nauči znanost. Manca Vinaca, najlepša hvala. Vračamo pa se k vam ponovno po oglasih.